Samo spomnil bom pri tem evangeliju na nekaj besed, ki jih je izrekel Jezus. Koga se moramo pravzaprav bati? Tistega, ki nam vzame imetje, ugled, denar, tisti, ki nam pobere vse, kar mislimo, da je bilo nagrabljeno ali pa pošteno, prisluženo tekom naših let, ali je več vredno tisto, kar nam nekdo lahko vzame, ko rečemo našo dušo. In Jezus to da na to mesto. Bojte se tistega, ki vam lahko dušo uniči. To meni, to je tudi morala, to je tudi vera, to je naša notranja drža. Tega se moramo bati. No, tukaj sem na tole majhno osredotočil, tem pa ne pozabimo, da na koncu Jezus reče, kdor mene prizna, ga bom tudi jaz priznal pred nebeškim očetom. In imam s seboj eno uganko. To uganko je zastavil nekdo eni branjevki na trgu. Movilčev ste vi uganili to uganko. Takole je bilo. Branjevka se je preživljala s prodajo jajc. Neki človek je stopil do nje, do njene stojnice in rekel, ugani, kaj imam v roki. Tudi jaz sem seboj to prinesel. Ugani, kaj imam v roki. In je takole ne zdaj v zadnji gledati. Bom tako naredil, da ne bodo videli. Pa pokril za, evo ti ga, nič ne morajo videti. Tudi jaz imam to zdaj v roki. Skrito, tu v roki. Evo ti ga, tu imam. Ne veste, kaj je. Na koncu bom pokazal, če boste uganili. Če pa ne boste uganili, pa nam pokazal. Bo pa ostala uganka skrita. No, pa je ta branjevka rekla, daj mi nekaj namigov, je prosila. Kar precej ti jih bom dal. Oblike je kot jajce in velikosti tudi. Videti je kot jajce, okus ima kot jajce in tudi diši tako. Znotraj je rumeno in belo, preden se skuha. Je tekoče, na vročini pa se zgosti. Poleg tega je to reč znesla kokoš. Aha, že vem, je rekla branjevka. To je... Kdo ugane, kaj je to? Jajce. Pišče. Tukaj pravijo pišče. Tam dol ste rekli jajce. Kaj bi še to bi lahko bilo? Skrito je v moji dlani. Mislite, da bi imel jaz takole pišče tukaj? Nič. Ne, imam nekaj notri. Da vidimo, notri. Je nekaj, ne? Kdo ugane, kaj je tule notri v tej dlani? Pirh. Stoji jajce. Ja, no, dobro je, pirh je pirh. Ja, je prav, no. Ne, ni pirh. Jaz bi mogel zdaj vsakeč reči, ni piščanc, ni jajce, ni pirh, lupina, ni. A še enkrat preberem. Dobro. Nisi videl? Nisi? Še enkrat preberem, kaj je to. Dobro poslušajte. Oblike je kot jajce in velikosti tudi. Videti je kot jajce, okus ima kot jajce in tudi diši tako. Znotraj je rumeno in belo. Preden se skuha, je tekoče, na vročini pa se zgosti. Poleg tega je to reč znesla kokoš.
Pisanica. Kako? Klopotec. Bolj na glas. Klopotec. Ne. Kaj je bilo rečeno? Klopotec. Glejte, vam bom povedal, prav? A povem v ganko, ker če ne bomo do jutra tukaj stali, ne bo vam že vroče ratalo. Aha, že vem, je rekla branjevka. Neke vrste pecivo je. Pecivo. To mi jaz na koncu pojedu. Ja. Ne bi si pomislili na to, a ne, da ne? A preberem še enkrat, a je to vse drži, kar sem prebral? Drži. In je pecivo. Še pravzaprav narejeno v obliki jajca, ne, čeprav tole bolj orek zgleda. Dobro, pa naj bo. Ko sem rekel, da mi naj neki zrihtajo nekaj, kar bo kot jajce, so potem tole najdli. Bila je možnosti še breskvica, ne? Dobro. Ja. Zakaj sem to zdaj povedal? Glede, ko nas vprašajo, kdo si, odkot si, kaj delaš? Kako hitro jaz vedno rečem, ne, tudi ko dvignem telefon, rečem, ja, tukaj pa Jakob Trček, ali pa Jaka samo rečem, Jaka pri telefonu, župnik Šentruperta. Kdo si? Ja, jaz sem pa iz Šentruperta, ja, sem župnik tam, že vrsto let in tako naprej. Tako sebe predstavim. Ampak kako vi kaj poveste? Veste, kako nevarno je? To, kar smo tudi zdaj v Evangeliju tudi slišali, ne? Da bo pozabljamo, da smo mi v Božjih rokah, da smo Božji otroci. S tem se sploh nikoli ne hvalimo. S tem se mi, kristjani, nikoli ne hvalimo. Bojimo se, da nam vzamejo imetje, bojimo se, da nam vzamejo vse. Smo nedotakljivi. Zakone sprejemamo v to smer. Da nam nobeden ne more reči, ta zemlja je moja in konec. In tu, če mi jo boš vzel, mi boš mogel čez nekaj let nazaj vrniti. In vemo, da smo imeli tudi po osamosvojitvi denacionalizacija. Nazaj smo vse dobili, ali pa vsaj približno. Ali pa vse uničeno, kakorkoli, ampak nazaj. To je naše. To, kar je najdragocenejše, o katerem Jezus govori. Bojte se tistega, ki vam lahko vzame dušo. Ne ugled. To je vseeno. To je zemeljsko. Kakšno dostojanstvo imamo. Ampak da nam vzame poštenost, da nam vzame našo vest, da jo uniči. In to se je začelo dogajati. Da nimamo več prave vesti, da nam ni več žal, da se ne pokesamo, da ne rečemo, Bog, to sem pa naredil narobe. In tako nekdo zmaguje preko te kraja, ki nam jo je dal. In zmaguje tisti, ki mora nujno zgubiti. In to Jezus nas uči tukaj. Vse drugo je nepomembno. In a znamo mi poiskati bistvo našega življenja. Bistvo jajca je, da lahko iz njega narediš ogromno. Ogromno stvari. Se vemo, koliko imajo težav tisti, ki ne smejo uživati beljakovin. Jajčnih beljakovin. Koliko težav. Koliko so prikrajšani. In te zadnje besede, ki jih reče. Kdor bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom. In kolikokrat ne priznamo, da smo aktivni kristjani, da smo Božji otroci, da smo nekaj oblikovani, da nismo samo navaden človek in da smo prijeli neko drugačno milost in da to milost živimo, da smo postali en močan in dober izdelek, takšen ali drugačen, ampak da smo nekaj, da nismo ostali nek jajček, ampak da smo dejansko v Božjih rokah mogočni in veliki in da nas ima neizmerno rad, nam tudi odpušča, nas ima rad, nas sprejema, ampak hočemo, da smo mu zvesti. Pa tudi, če morda takrat samo zadnji trenutek, ampak bomo imeli to moč, to nam naj bo spodbudo.
Amen.